Slovenske Konjice v letu 2016 praznujejo svoj 870. rojstni dan. S projektom Konjice imajo srce želijo domačini ponovno vdahniti življenje mestnemu jedru. Konjice imajo srce je skupni projekt vseh Konjičank in Konjičanov, ki bo od prvega pomladnega dne do zadnjega dne v letu 2016 ponujal pester kulturni utrip v mestnem jedru. Projekt bo živ skozi vse leto, zato so k sodelovanju povabili zainteresirano javnost, da čim več svojih dogodkov organizirajo v obnovljenem mestnem jedru Slovenskih Konjic in jih posvetijo 870-letnici domačega mesta. V okviru projekta oživljanja mestnega jedra Slovenskih Konjic je na pobudo vrtca Slovenske Konjice in soorganizaciji številnih drugih društev, podjetij in lokalnih posameznikov v soboto 16. aprila dopoldan med 9. in 12. uro na Mestnem trgu potekala prireditev z naslovom Čas je zdaj. Namen projekta je oživitev mestnega jedra Slovenskih Konjic, povezovanje ljudi, ozaveščanje o ravnanju z odpadki in ponovni uporabi, praznovanje 870-letnice prve pisne omembe konjic in dneva zemlje, skrb za bivalno okolje danes za jutri in oživitev tržnice kot vir lokalno pridelane zdrave hrane. Za pozdrav je otroški pevski zbor enote Tatenbachova pod mentorstvom Monike Kerovec-Korošec zapel uvodno pesem, ki so ji sledile pozdravne spodbudne besede ravnatelja vrtca Tomaža Popoviča in konjiškega župana Mirana Gorinčka. Pozdravljeni na prireditvi Čas je zdaj, s katero se pridružujemo obeležitvi svetovnega dneva zemlje in hkrati počastitvi 870-letnice prve omembe Slovenskih Konjic. Nekoč je bila narava neokrnjena, ljudje pa smo živeli z njo v tesni povezavi. V skladu z zakoni narave smo ohranjali naravno ravnovesje in do nje gojili spoštljiv odnos. Z bliskovitim razvojem industrije in pretiranim ter neprimernim izkoriščanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja se je naravno ravnovesje porušilo. Posledice se čutijo povsod. Planet Zemlja je ogrožen. Priča smo pretiranemu segrevanju na planetu, topitve ledenikov, pogosto so ujme, poplave, nenarodna vroča poletja in vile zime. Nastale so velike podnebne spremembe, ki jih ni moč ustaviti. Z varovanjem okolja pa jih lahko omilimo in preprečimo najhujše. Razveseljivo je, da se tega zaveda vedno več ljudi, mnoge svetovne organizacije in vlade, ki s sprejemanjem novih zakonov in za zaščito zraka, vodnih virov, ogroženih vrst in ekosistemov nakazujejo na spremembe. S tem izzivom se srečujemo vsi zemljani in nujno je, da si prizadeva vsak po svojih najboljših močeh. Storiti na področju varovanja okolja, kar zna in zmore. V vrtcih, šolah se trudimo otrokom skozi igro in učenje približati na prijazen način, privzgojiti čut za naravo in jo približati in jim svojimi dejanji ponuditi, privzgojiti dober zgled za osnovo za pravilen odnos narave. Znani rek nam lepo pravi, naravo nismo dobili v dar, imamo jo le na posojo in smo jo dolžni ohraniti našim zanamcem. Spoštovane gospe in gospodje, Konjičanke in Konjičani, dragi mladi prijatelji, današnje sobotno jutro in dopoldan nekako simbolno napoveduje nekoliko spremenjen pogled na naš odnos do narave. Poglejte, upam, da tale sonček in ta veter prinese svežega zraka, da se začnemo zavedati skrbi za okolje, ki jo moramo pričeti odsekljati v zavest teh najmlajših, ki so danes tukaj z nami. In to je prav gotovo pot, da začnemo počasi, korak za korakom, se zavedati te lepote, katere se dostikrat ne zavedamo, pa vendar nas obdaja. In mnogi nam jo tudi zavidajo, ki pridejo do naše kraje. Vse še en simbolni način je, oziroma pomen tega dogodka. Slišali ste gospoda ravnatelja, ki je našteval niz organizacij in posameznikov, ki so dali vsak svoj prispevek k našemu dogodku. In to je na nek način tudi napoved tega,
ali pa spoznanje, da če hočemo kaj spremeniti, moramo stopiti skupaj. Pa naj si bo to v družini ali v lokalni skupnosti. In v želji, da bi privabili zopet ljudi na Stari trg, je naša prva naloga, da sami stopimo skupaj in pričnemo prirejati drobne dogodke za nas. Ko bodo drugi o tem slišali, bodo prišli pogledati, če je res tako prijetno, kot mi pravimo, oziroma kot se sliši. In naj bo današnji dopoldan mine v znamenju tega, da drugemu pomagamo, da prenašamo naše izkušnje, naša spoznanja na naše najmlajše, predvsem pa, da se takšni dogodki velikokrat ponovijo in v tistem, ko bomo rekli, popoldan, lepo je bilo, naj bo lepo. Judita Klančnik je z otroškim pevskim zborom iz enote Tepanje predstavila prav tako eno pesem, nato pa so skupaj s konjiškimi prijatelji strumno zapeli himno Cicibanova Zdravljica. Obiskovalci so si ogledali zanimivo predstavo v izvedbi vrtca Dobrna Spet zeleno, ki je zbrane mlade nadobudneže spodbudila k razmišljanju o ravnanju z odpadki v naravi in posledicami odlaganja na nepravih mestih. Na stojnicah po mestu so svoje eko in trajnostne aktivnosti predstavili vrtci in šole konjiške občine, Šolski center Slovenske Konjice, Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Lambrechtov dom, Center ponovne uporabe Slovenske Konjice. K uspehu prireditve sta pripomogla tudi konjiška umetnika Heda Vidmar Šalamon in Arpad Šalamon. Obiskovalci so spoznali virtualno vodo, ki je bila porabljena za namakanje, pitje ali v tehnološkem postopku za izdelavo določenega proizvoda in ob nakupu ni vidna. To je tako imenovana skrita voda. Ob količinah te porabljene skrite vode so tiste, ki pritečejo iz pipe, prava malenkost. Kar pomeni, da je poleg energetske potrebno povečati tudi učinkovitost rabe vode na vseh področjih. Obiskovalci so lahko izmenjevali semena v okviru štafete semen, ki organizira EkoCi, Eko-civilna iniciativa Slovenije. To je gibanje za sejanje, izmenjavo in ohranjanje avtohtonih, tradicionalnih in domačih vrst semen in sadik zelenjave, poljščin, zelišč in sadnih vrst v Sloveniji. Iz semena lahko zraste majhna sadika in veliko drevo, to so izvedeli mladi na stojnici z zemljo in semeni. Vsakdo, ki je želel, je dobil svoj lonček in ga dopolnil z majhnim semenom, bodočo rastlino. Na ustvarjalnih delavnicah po konjiškem trgu so si mladi eko-ustvarjalci lahko izdelali vihravega zmaja iz plastičnih vrečk, ki je to soboto imel prave pogoje za izvajanje vragolij po zraku. Na stojnici pri mostu so vzgojiteljice pomagale izdelati glasbeni instrument iz papirnatih cevk in balona, ki je skupaj z unikatno poslikavo zapel čisto vsak svojo melodijo. Iz raznovrstnih odpadnih materialov so otroci s pomočjo vzgojiteljic in staršev izdelovali še papirnata drevesa, rože in piščančke, lovilnike najlepših želja v obliki lončkov, opazovali poskuse s strašljivimi baloni in različnimi tekočinami, izdelali preproste glasbene instrumente iz odpadnih lončkov, druge embalaže in raznih gumic. Spretni so šivali preproste punčke iz blaga, na torbice iz kavbojskih hlač za pospravljene drobnarij, pa so prišili pisane gumbke in okraske iz pene, ki so jih naprej pripravile vzgojiteljice vrtca Slovenske Konjice. Na novi konjiški tržnici je dišalo po slastnem jabolčnem zavitku, ki so ga pripravile kuharice v Lamprechtovem domu in ga z veseljem razdelile med obiskovalce prireditve. Pridružili so se še njihovi oskrbovanci, ki so se pohvalili svojimi aktivnostmi, izdelki in z veseljem poklepetali z obiskovalci njihove stojnice. Folklorna skupina osnovne šole ob Dravinji je ob zaključku prikazala splet slovenskih ljudskih plesov. Prireditev je s svojimi ekočarovnijami iz klobuka popestril še čarodej Roman Frelih. V družbi maskote konjiškega zmaja je potekalo prijetno eko-sobotno dopoldansko druženje.